Z nami je Jože Dolmark, profesor, predavatelj, filmski teoretik in filmski praktik. Ima en ogromen opus, publicistični opus filmski, eseji filmski, skratka, človek za naš film. Dignity je slogan tega filma. Ah ne, slogan tega filma je lepši. Ja. No? There is a mic in the bush. I can't talk to the bush. Ja, in to leta 52, preden je Bush nastopil. Ja, preden, ker sem se jaz rodil. Ja, zakaj je pravzaprav ta film, ta musical, čudovit musical, ampak vendar, ta film se je parkrat znašel na teh filmskih lestvicah med 10 najboljšimi filmi na svetu, ne? Kar jih je bilo narejenih, mislim, in še v zadnjem času, mislim, zadnjič leta v 90-ih letih. Skratka, zakaj pravzaprav je tako pomemben? Dobro, najprej prav lep pozdrav. Jaz se tudi zahvaljujem tebi, Helena, in vodstvu Kina Dvora, da ste se name spomnili in povabili, da ne predajam samo študentom. Malo sem presenečen, ker jaz mislim, da ste ta film vi verjetno v svoji mladosti videli, veliko pred mano, jaz sem letnik 53. Jaz se ga kaj dosti ne spomnim od takrat, ne. Se boste pa vi sigurno spomnili, ko smo začeli seveda uvažati, ne, v bivši državi tudi ameriške filme, so bili ravno musicali, tisti prvi filmi, ki so bili na prvi pogled najmanj problematični, seveda, ne, ker si v musicalih zmeri pač plesalo, pelo in so bile zgodbe nekoliko manj lahkotne. Sem mislil, ne na film, ki ste ga pravkar pogledali, ampak mislim, da so prvi filmi, ki so pri nas prišli, bili z eno plavalko, ki se je pisala Esther Williams. Esther Williams, Ples na vodi. Film Georgea Stevensa in potem je bila še ena, ki je tudi zelo lepo drsala. Aha. Ki je Kar Pogodina, potem enkrat ti posvetil en film, ne? Ja, Sonja Heni. Ti musicali, seveda zgodba je zelo preprosta. Ko je prišel zvok, ne, zvok je prišel leta 1927, 28 približno, eksperimentirali so malo prej že v filmski industriji, tudi v Hollywoodu, pa tudi nekje drugje, tudi Sovjeti so imeli svoje inženirje, ki so skušali pač uvesti zvok, ne, da bi film bil govorjen. So bili na začetku bolj ali manj zelo skromne, koliko predstave ali pa kopije tistega, kar smo poznali od prej. Prej smo poznali torej operete, zlasti v nemškem govornem področju, torej v Evropi. Poznali smo potem tisto broadwaysko produkcijo, ki je bila sicer teatralna produkcija, ne, Siegfried je bil eden znamenitih torej producentov. Torej ti filmi so bili kot neke glasbene revije, kako se temu reklo, v glavnem se je plesal, pel, pa nek majhen zaplet je tudi zmeri tu in tam bil. Potem, ko uvedejo zvok, seveda postane musical, kar je zelo zanimivo, seveda, eden najbolj vodilnih žanrov ameriški kinematografiji, razen westerna. Torej, če se kdajkoli reče ameriški film par excellence, s tem zmeri mislimo ali na western, ki je seveda specifična ameriška forma, in na musical. Dobro, musical so potem delali tudi v Evropi, nekateri malo kasneje in tudi relativno uspešno. Ti prvi musicali v tam 30 letih, jaz vas ne bom obremenjeval z imeni in z naslovi, ampak samo toliko, da malo razumemo, zakaj je ta takšen in precej drugačen, so bili bolj ali manj vezani na to v bistvu teatrsko oziroma music hall, ne, to tradicijo, in so bile bolj operetnega, torej revijalnega značaja. Čeprav so jih delali ponavadi Evropejci, torej Evropejci, ki so se že v 30 letih zatekli zaradi totalitarnih režimov v Evropo, v Združene države Amerike. Eden prvih takih zelo znanih Mike in the Bush. Zdaj se on malo maščuje. Je narojen Ernest Lubitsch, torej en znamenit avtor nemškega, torej Weimarskega obdobja, torej Love Parade, torej
Parada ljubezni, Ruben Mamuljan, tudi z enim zelo lepim filmom Love Me Tonight, v katerem je igral in pel en zelo znamenit, to se boste verjetno vi spomnili, torej francoski pevec in nekoliko deloma plesalec Maurice Chevalier. Mislim, to so ti začetki. Po 30 letih skušajo napraviti torej iz muzikla en tak žanr, ki bi bil malo bolj konsistenten, ki bi bil malo bolj resen. In to filmski teoretiki imenujejo ponavadi torej integrated musical, to pomeni, da razen petja in plesanja se tukaj doda še ena zgodba, mislim, ponavadi ni najbolj resna, ampak je vseeno ena zgodba, ki je skupaj glasbeni in pevski in baletni vložki samo pomagajo. Ne? In tukaj v bistvu je prva zoritev muzikla kot ene malo bolj resne forme in enakopravne forme. In to se v 30 letih zgodi pri različnih producentih, teh židovskih producentih, ki so osnovali te famozne firme, kot so bili 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount in vse ostalo. In najbolj znamenit par iz 30 letih sta bila Fred Astaire, če se kdo spomni, in Ginger Rogers. S par znamenitimi filmi. Seveda so zdaj tukaj, ti filmi iz 30 letih bodo zelo različni potem iz filmov v 50 letih. Pride vmes seveda še barve, zvok se veliko izpopolni, torej snemalna tehnika in tudi mešalna tehnika in tako naprej so nekako seveda veliko bolj pristni. Samo v 50 letih, jaz pa mislim, da je v 50 letih ravno, ne samo s tem filmom, ampak nasploh, torej musical doživel en svoj prvi vrh, torej svojo prvo torej zrelostno obdobje in tako naprej. In to zahvaljujoč verjetno enemu režiserju, ki se pisal Vincente Minnelli, njegova hčerka Judy Garland, ki je tudi igrala v teh par filmih, tudi znamenitih, tudi muziklih, sicer ona delala tudi melodrame. Žena. Ja, pardon, že Liza Minnelli, Liza. In tisto, kar pa potem pride vzporedno in je zelo zanimivo, je torej ta par, ki se pojavi, ne? Torej Gene Kelly, ki je prvenstveno bil seveda igralec, plesalec, tudi pevec in režiser, ki je bil Stanley Donen. In ona dva sta potem nekako v duetu, torej skupaj, naredila par izredno lepih filmov v 50 letih in najbolj znameniti je ravno ta in mislim, da ta velja za enega, seveda nekateri ga smatrajo mogoče za najboljši muzikal vseh časov, ampak po drugi strani sigurno za en od vrhuncev tega žanra. Ta film je pa, če mi samo malo primerjamo, če se vi spomnite kakšen film z Fred Astairom pa Ginger Rogers, ne, torej Fred Astaire je bil tak bolj aristokratski tip, ne, bolj seveda tak gospod, ki je zelo lepo plesal, redko je pel, ampak tudi stepal je dobro, ne, to je način plesa, ampak je bilo to malo bolj odmaknjeno, malo tako, ko bi rekel, malo bolj z razdalje, ne, tako malo bolj spoštovanje. Medtem, ko je Kelly skušal s svojimi liki, torej to, kar je on počel, ne, uvesti torej nekaj, kar je bilo ljudem bliže, ne. Jaz ne bom rekel, da je bil proletarski pač junak, ampak je hotel biti en ljudski junak, ne, in kar se pa same tehnike tiče njegovega doprinosa, torej koreografiji in tudi petju in vsemu temu, je on doprinesel tukaj seveda še ene elemente plesne, ki so bili vzeti iz modernega plesa. Ker mi smo v 50 letih v Ameriki, zdaj ne vem, če tukaj kakšen gospod ali gospa, ki se malo bolj spozna na balet in te stvari, boste vedeli, da so to zlati časi Merce Cunningham in vse te newyorške baletne šole in tako naprej in to seveda so se ljudje med seboj poznali in so med seboj se tudi oplajali in si izkušnje izmenjevali. Pa tudi v načinu snemanja, ne, Fred Astaire je recimo te statične, v bistvu kamera je bila postavljena in on je tisto točko, to so bile točke, ki niso bile tako zlite s filmom, medtem ko je pa Kelly vso tehnologijo, vso tehniko znal zelo, zelo spridno uporabiti. Ja, to je še ena vzporedna stvar, veste, ko mi gledamo, ko mi ocenjujemo en tak film, seveda mi ga lahko gledamo zelo preprosto, na en način kot eno zgodbo, ne, med pač dvemi prijatelji, pa še človek se zaljubi v eno tretjo, pa potem imamo torej še svoj igralko, ves ta sistem, ki je bil vezan na te studijske mahinacije, ne, to je zelo dobro pokazano v tem filmu,
Nek drug način branja je pa morda tudi zanimiv, zato ker je ta film ena živa priča oziroma ena živa evokacija, ali bi človek temu rekel en omaž, torej eno spoštovanje, en poklon dvem stvarem. Na eni strani nememu filmu, bom povedal tudi zakaj, in na drugi strani samemu dogajanju tistega zelo usodnega leta 1927, ko je torej firma Warner Brothers z pevcem jazza, sicer tisti film je bil deloma pet in človek spregovori par stavkov, ampak s tem se začne era zvočnega filma in nič več ne bo isto. Ampak da bi jaz to pojasnil, samo da povem, zakaj je Singing in the Rain v bistvu torej en omaž tem časom, ki se nikdar več ne bojo vrnili, to je zelo preprosto tako. Nemi film, se ne mislim samo glasbeni film, ampak tudi velike, torej neme filme, kot so, jaz bom sam 4 citiral, ker to se mi zdi, da je višek v tistem momentu, torej nemški režiser, ki gre v Hollywood po Erasmusu, bi danes rekli, v izmenjavo, torej tisti nemški režiser, ki je naredil Poslednjega človeka leta 25 in je bil v studijih UFE v Berlinu. Oni so znali veliko, veste, tehnično delati veliko bolje, kakor Amerikanci v tistem času. In so ga pol povabili in napravili torej enega najlepših, sigurno in najbolj presunljivih filmov v zgodovini filma, nemih, sicer še zmeri nem, Sunrise, Zora. Sicer popolnoma nemško ekipo. Na drugi strani postamen sovjetski režiser Aleksandar Dovženko, film Zemlja. En tudi potujoči režiser danskega porekla Karel Theodor Dreyer posname Trpljenje device Orleanske, če se kdo spomni, tudi narejen zelo originalno. In potem tisti, ki pride po Erasmusu na mesto Murnava, ki ga pošle 20th Century Fox v Berlin, da posname en film v razmenjavo, človek se je pisal Josef von Sterenberg, in Josef von Sterenberg je posnel en film po torej sinu, po Klausu Mannu, Tomasa Manna, Pravi angel. To so približno, tisto je že zvočni film, ampak to, kar hočem reči, na koncu nemega obdobja je nemi film, in to je mnenje mnogih filmskih zgodovinarjev in teoretikov, dosegel eno vizualno perfektnost, ko bi človek rekel, en rafinma, eno sublimnost, zato ker je moral samo za sliko, manjkali so dialogi, manjkal je, mislim, dialogi kot struktura, nekaj, kar se govori, manjkal je zvok, neme filme so ponavadi spremljali pianisti, ki so sedeli spodaj v dvorani in iz tega manjka, pustimo zdaj barve so drug problem, ampak iz tega ste želeli, da bi v film čim bolj spominjal na življenje, ker naloga filma je ravno tajna, totalna iluzija sveta, je za moje pojme, tudi jaz se temu kar precej strinjam, nemi film dosegel eno neverjetno eleganco v svoji prepovedi. Ko pride zvok, 27, 28, 29 in o tem govori film, ki ste ga ravno kar gledali, imajo kar naenkrat milijon problemov. Prvi problem, ki se zgodi, pa bom začel pri igralcih, ker bi rekel Trifoda je najlepše zmeri govoriti o igralcih, veliko igralcev spozna, ne da si ne znajo zapomniti tekst, to se je že dalo naučiti, ampak veliko igralcev spozna, da ima čuden glas. Torej, da je glas malo tak ali visok, ali prebaritonski, ali kakorkoli že, in da to ne gre kaj dosti skozi, tu imate tipičen primer te gospodične, ali ne. To bo en problem, in enostavno se niso znajdli, veste. En takih velikih problemov, ne vem, ker ste malo starejši, s spoštovanjem to govorim, se boste verjetno spomnili, da je Emil Jannings, ki je bil strašansko veliki igralec nemškega weimarskega filma, prišel v Ameriko enostavno točno v času, ki mu je bil najmanj naklonjen. To ne zato, da ni znal angleško, ampak enostavno ni imel glasu za to. Deloma je pol v tistem Plavem angelu še nekaj napravil, ampak ni šlo. Pa recimo Ivan Možuhin, ki je bil en tak velik, torej ruski igralec, ko je emigriral v Pariz, tudi enostavno so ugotovili, da jim je čist torej zvokovno, torej čist enostavno ne ustreza zvočni film. To bo en problem. Drugi problem, veliko režiserjev, ki se je zelo specializiralo za nemi film, enostavno pred njih je potem postala ena druga struktura pripovedi, ne da ti nekaj pripoveduješ, kar naenkrat je bil tudi dialog je svoje rešil, jer bo treba drugače inkorporirati in tako naprej, in veliko ljudi se ni znajdlo. Da vam ne povem, da so vsi veliki ameriški filmari burleske, torej Buster Keaton, Harold Lloyd, Henry Langdon, sam Chaplin,
Če se vi spomnite, Chaplin naredil v 30 letih, ko so filmi že popolnoma zvočni, naredi še zmeri filme, ki jih piše on glasbo za spremljavo. Torej, Moderni časi, Luči velemesta. Chaplin spregovori na filmu šele v Velikem diktatorju, leta 41. To je kar precej časa trajalo, da so se prilagodili. Zdaj pa čisto okoli tehnike, ker to vam bo verjetno veliko prezentno, ker to so eden najlepših momentov v tem filmu. Jaz sem njega pozabil tega bogega režisera, ki si v filmu skoraj lase izpuli, ko proba razložiti. Mikrofoni so bili taki, ki so jemali zvok iz vseh strani. Ni bilo mikrofonov, ki bi bili usmerjeni. Drugič niso imeli tistih palc ribiških, ki imenujemo. Tretjič so bili tisti kabli narodni, ki so jih mogli skrivati. Četrtič, kamera je brnela. Kamera je bil en ogromni mehanizem in je brnela. In potem se, veste, kasneje so se spomnili, pa so naredili na tako obleko za kamero, se kliče blinker. Torej v bistvu, ko so tisto oblekli kamero, v tisto se ni slišal mehanizem in kako se film v bistvu pretaka. To je bilo ogromno problemov. Niso poznali, torej gre za optični zapis, veste, to so zdaj tehniki, razumemo. Ko ti nekaj snemaš, pa so ugotovili, da se z optičnim zapisom ne da potem zvok na filmski trak tam prestrani, treba to pač to montirati, sinhronizirati, problem bo sinhroniziranje, da se istočasno govori in da nekdo odpira in kakorkoli. Ampak tu na začetku je problem, če si ti imel šume, ker zvok na filmu ni samo to, ker ljudje govorijo, torej, ki imajo dialog, da pač dialoško, ki si nekaj zmenijo ali pa ne zmenijo. Pri filmu je problem še tudi šumi, tudi tisti šumi, atmosferski toni, ki so tam, in potem je vse ostalo, ker filmarji potem, ko so odkrili kasneje, seveda zelo hitro gre ta razvoj, če nekaj 5-6 let ugotovijo mikrofone, ki so torej strogo direkcionalni, da se lahko snema, da se ne sliši levo desno. Se spomnite, ko se ono obrnejo, ni slišati, ko prije nazaj, ni slišati, potem srce si je slišalo. Mislim, tu so bili ogromni problemi. Ampak potem izpolnijo to tehniko, da lahko tudi naredijo več torej usporednih trakov posnetih, torej zvočno, to pomeni dialog posname tam nekdo. Šume potem začnejo dodajati iz fonotek, to pomeni, da imajo šume posneto torej posebej, ki so veliko bolj kvalitetno posneti, pa jih bolj dajo noter. Da ne govorimo o glasbi, glasbo se je potem kasneje posnelo, se je gledalo, se je snemalo, kompozitor je videl, je naredil točen tajming in tako naprej. Tukaj, v tem času, to, kar evocira, torej pojmo dežju, če je bila muzika, veste, je bila muzika skrita, je bil cel orkester skrit tam nekje od zadaj, torej kamera je kazala tisto, kar se dogaja, in tam od zadaj so tipi igrali tako približno tiho, da je izgledalo, kot da je bilo dovolj, ampak to je bilo, enostavno je bil popoln kaos. In zaradi tega kamera ni bila tako fluidna, torej gibanja kamera ni bilo, kot je bilo v nemem filmu na koncu, ni bilo tega rafinmaja, ni bilo te spevnosti in teh reči. In v bistvu tisti eno celo desetletje je z tega stališča, torej enega estetskega stališča, kako je to lepo bilo narejeno, film nazadoval, šel nazaj. To potem v času, ko je narejen, torej Singing in the Rain, so ti problemi že vsi rešeni in si je dalo potem, kot si ti dobro ugotovila, delati popolnoma drugače. Mislim, da je vrednost tega filma tudi v tem, da tudi gledalcu, ki se moče ne spozna čisto na eno tehnično zgodovino filma, a pa nasploh eno zgodovino filma, da mu malo na en tak zelo humoren in tak zelo neobremenjen način pokaže eno paleto problemov, ki so bili in so bili veliki. No, pa tudi v tem filmu je mene zdaj ob tem gledanju presenetila ta fina ironija na začetku filma, naprimer, ko prideta ona dva zvezdnika in je ta množica, ki ploska in tako naprej. S kakšno fino ironijo, s kakšno distanco do tega pojava zvezdništva je Hollywood to pokazal, eno čudovito in to na velikih mestih je to. Ja, sej, če bi šli za eno branje, ki je ideološko branje, to znajo narediti, če bi bil tu zdaj Žižek, bi bilo to, bi šel čist v sam to ga zanima njega. Mi vas se skupaj bila v Parizu, tako se zelo dobro spomnim teh njegovih, veste, ker njemu tudi en blazen film všeč, en Weizov film, in kaj je on tam not videl, ker normalno on vidi tam noter stvari, ki jih samo on vidi, in to njima pol pomaga, ki te stvari razloži, ampak zna biti to zelo duhovito in zelo originalno tu in tam. Ampak kar se tiče točno te
na en način zelo spretne, torej ironije, je treba še nekaj zastopiti, nekaj nobena stvar ne pade z neba, ne. Mi smo tu leta 52 in če se mi zdaj malo ozremo, kaj se dogaja v ameriškem filmu okoli leta 52. Dobro, vojna je skozi, potem smo malo tudi nekaj opozoriti. Je tukaj že prišla televizija. Televizija je bila precej prisotna, s vsemi kanali, IBC, NBC in tako naprej. In je imela filmska industrija probleme naspram torej televiziji, ker so televiziji zelo zgodaj ugotovili, da lahko delajo serije, da lahko delajo televizijske filme in podobne zadeve. In seveda en kup ene publike je ostalo doma. Mislim doma. So pač kot smo zdaj, ne, zdaj pač filme gledamo tudi drugače in hvala Bogu, da ste to prišli, ker film je treba prvenstveno zmeraj gledati kino dvorani, bom pol na koncu povedal zakaj. In zdaj je to malo tako, ne, začela bitka, ne, in zdaj veste, kako so se spomnili. Ne, spomnili so se 30 načinov tudi najbolj neumnih, ne, tehničnih inovacij, naredijo tiste drive-in kine, ne, tako kot da greš tam nekaj pojest, ne, pa si... Dobro, tisto mogoče bilo, ker si v avtu bolj primerno tudi za kakšna druga opravila, ne, če si imel kakšno mlado dekle v avtu, pa ni bilo niti važno, kaj je gor. Spomnili so se širokih platen, torej klasični formati so pač klasični formati, Vista Vision, Cinerama, potem se spomni teh neumnosti, ki tudi dan še probajo, ne, tudi s televizijami, ki vam to prodajo očala, torej 3D, ne, torej te iluzijo pač globine, torej razne načine so hollywoodski producenti na en način hoteli, ko bi rekel, da bi kljubovali seveda novemu mediju, ki je bil pač nasilen, bil je pač takšen, ki je bil, prišel skoraj vsak ameriški dom in je popolnoma tudi pač oduzel del gledalstva. To je pač dejstvo. Drugi problem je bil na začetku 50-ih let, je bil vezan, to je zdaj sicer malo specifično, ampak bom razložil, ker mislim, da je to važno vedeti. Veste, ko Amerikanci naredijo tam pri Griffithu okoli leta 1915, no, židovski priseljenci, ker so film izumili, torej brata Lumière in Edison na oni strani pa še kdo, nobeden od izumiteljev filma ni polagal velike nade, torej velikega upanja v film. Oni so pač enostavno rekli, film je bil rojen v cirkusu bo ostal, film je pač za, kako se temu že reče, po srpsko je to lepše, za ruljo, ampak to je to, ne, in tisti židovski priseljenci, ki pridajo iz Evrope, torej iz današnjih krajev, Ukrajina, Belorusija in vse posko, ugotovijo, kot Židje normalno ugotovijo, da to zna biti na en način biznis, oni so tako imenovali, ne, da to zna biti tudi ena industrija. Zato se potem postavi vsa ta struktura v bistvu Hollywooda in se preseli torej vso zanimanje iz New Yorka pač na vzhodno obalo, zapadno obalo in se naredijo studiji, se izumi studijski sistem, zvezdniški sistem, ampak to, kar je zelo važno, tako je bila postavljena, tako imenovana, to mi imenujemo ponavadi vertikalna integracija. To pomeni, da je producent imel v rokah tudi distribucijo in da je imel v rokah tudi kinodvorane. To pomeni, da je imel v rokah vse. In veste, ko bodo mladi ameriški režiserji v 60-ih letih, takrat mladi, ampak ko so hoteli prenoviti ameriško kinetografijo, torej znani Coppola, Spielberg in vsi ostali, oni so prve filme naredili malo po evropskih izgledih, zato ker so bili študirani, pa so videli, da tudi tam malo drugače, da je to treba imeti malo več duše, ne samo slonet na zabavi in na podobnih zadevah, naredijo prve 2-3 filma, ki so takšni, ampak kaj so ugotovili enostavno, da jih nimajo kje vrteti. Najprej jih ni hotel nobeden distribuirati in potem jih ni hotel tudi dvoran niso imeli. In so potom vrteli malo manj po univerzah, ne, tak je bilo pač vzgojena mladina. In to so v 50-ih letih, to zdaj govorim, je pa ameriška vlada vseeno spregledala in je šla tožiti teh velikih 5, ne, Paramount, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer in tako naprej, zaradi kršenja v bistvu antitrustne, torej zakona. In takrat so potem sprostili, da so počasi producenti delali filme, da so bile firme, ki so filme distribuirale, tako kot bilo pri nas, kot je zdaj pri nas, in da so lastniki kinodvoran, nekateri drugi, ne, ponavadi ne tako žalostno zgodbo, kot je bila zgodba Pavla Jesih, ampak kakorkoli. To je to. In tretja stvar, ki ni tako nepomembna, v Hollywood pride seveda v času
Pazite, tu smo malo pred kubansko krizo, kubanska kriza je še leta 62, takrat bo že kino malo drugačen, bojo začeli neke druge stvari delati ljudje. Pride ta paranoja v bistvu komunizma, torej z začetkom hladne vojne in vsemi problemi, z berlinskim zidom in tako naprej. Torej ameriški senator McCarthy in ameriška desnica obtoži, torej napravi en popoln kaos, na zatožno klop, torej na zasliševanja, pridejo torej večina igralcev, večina producentov in to se je zelo slabo, v bistvu zelo slabo vplivalo potem na nek ameriški film v 50-ih letih, veliko ljudi je polemigriralo, tako Lucy, Kubrick, Lassen in tako naprej, ampak veste, ta paranoja je visela v zraku. To pomeni, da so se bali delati neke stvari, ki bile malo bolj direktne, ki bi bili malo, tako bi rekel, malo družbeno kritične in tako naprej. In so poskušali tisto, kar je stara navada, skozi ene bolj ležerne forme, in to musical je bil seveda sjajna forma za to, spraviti del tiste kritike, ki jih cenzori niso videli. Mislim, pač to je tista osnovna inteligenca, ki ti obstaja in v tej vsej klimi, veste, je ta film nastal. Zato, da te stvari, kadar on zbada tu in tam kakšno stvar, morate razumeti zaradi ene situacije, ki sem jo zdaj razložil. Svetlej, mogoče da bi bilo dobro povedati, da je bil on takrat poročen, Kelly, je bil poročen z Betsy Blair in Betsy Blair je bila tudi nekako obtožena simpatije do komunizma in tudi on se je priključil eni skupini, ki je protestirala zaradi tega, sploh zaradi, on je bil zelo en tak, vedno je volil demokrate, no. Mislim, koncev, veste, tu so na en zelo nesramen način in zelo krut način obtoži ljudi, ki so mogoče bili samo eni, torej razumniki, mogoče so bili simpatizeri za en boljši svet, Veste, se iz tega kumulusa teh problemov, ki se bojo tukaj nakopičili, se bo leta 1956 in 1958 potem v New Yorku spet, seveda, ker moramo iti nazaj v New York, ker pač na inače je New York, vsaj za moje pojme, edino malo evropsko mesto, da na Univerzi Kolumbijo torej formirala prva skupina torej mladih fantov, razumnikov, ki jo potem imenujemo Beat Generation, torej pisatelji kot je bil Kerouac, pesniki kot je bil Ginsberg in tako naprej. Torej ena skupina ljudi, pa potem, ne vem, razni Warholi, pač z slikarskimi skupinami, Lou Reed, recimo Velvet Underground, torej vsa ta že rockerska kultura je tu prisotna, pa filmari kot je bil John Cassavetes, ki nikdar ni hotel delati za torej neodvisni filmari, ki niso hoteli nikdar pristati v teh hollywoodskih okvirih in njim je bil problem samo to, nekako trezno, približno po enih 15 letih po koncu tiste tragedije, za kateri noben ni pričakoval, da se je zgodila še enkrat, kakor niso pričakovali evropski intelektualci v 20 letih, ker je bila ta prva avantgarda po prvi svetovni vojni, da se bo tako hitro zgodila še druga svetovna vojna. Pač enostavno to noben ni verjel, ampak zdaj tile torej koncem 50 let so pa začeli malo razmišljati, da mogoče res ta liberalni kapitalizem ali neokapitalizem nikamor ne vodi, da je to en kup enih problemov s korporativizmom, torej vsem tem, kar zdaj mi še zmeraj občutimo, svet je pač tukaj, mi imamo te posledice, ki so se jih oni spomnili, sam da so zdaj današnji bankirji nevidni, da so korporacije nevidne in da so naši vladari pač imajo imena in priimke, ampak oni ne odločajo sami, odločajo oni gor, ki jih ne poznamo, ki upravljajo tudi z našimi bančnimi računi, pokojninami, plačami in tako naprej. In ta generacija, torej koncev 50 let, hotela na to opozoriti, potem se je razvilo to, torej silna pomembno, torej študentsko gibanje v Združenih državah, moramo se tudi zavedati, da je vsa inteligenca na univerzah bila torej tista, ki je pobegnila pred evropskimi fašizmi, zlasti en kup nemške inteligence iz fakultet, torej iz Bauhaus šole, Frankfurtska šola, filozofska in sociološka, to so vsi ti ljudje v bistvu že predavali na ameriških univerzah in potem se moramo malo tudi zavedati, da se je svet malo bolj sprostil v tistem smislu, da ni bilo več tako napak govoriti o nekih tabujih, kot so bili recimo seksualni tabuji in vse ostale zadeve. To, kar povodi v te
ameriške demonstracije nasploh, tu se pridružijo še črni panteri za pravice torej ameriškega črnega prebivalstva, Martin Luther King, in na univerzi v Kentu, torej ameriška nacionalna garda, zdaj je bilo točno okrogla obletnica, pobije prvih par študentov in tu potem vsa to gibanje se potem razvije v mednarodno globalno gibanje, 68. kulminira z demonstracijami v Parizu in 71. pri nas na filozofski fakulteti. Hočem reči, kakorkoli rečeno, Evropa je po drugi svetovni vojni imela svojo ikonografijo, imela svojo kulturo, vendar je zdaj tisti bistveni torej poudarek, da ne bomo zmeri zelo grdo govorili torej o ameriški kulturi in ameriški inteligenci, da nam je samo usila en svoj kulturni imperializem, kar je mogla narediti v Italiji, v Nemčiji in še marsikje se ve zaradi posledic druge svetovne vojne, ampak da so bili tudi sposobni v bistvu ene duhovne prenove, ki se je začela na Univerzi v Kolumbiji. In seveda te stvari, veste, zdaj smo tu točno v teh letih, ko dela še zmeri torej Stanley Donen in Gene Kelly, in normalno, da ona potem čez enih 5-6 let, torej približno leta 58-59, enostavno ne čuta več, ne bom rekel, da sta bila odrinjena, ampak nekako sta razumela, da je svet šel nekam drugam in torej, da tist njihova pripoved, torej tist njihov diskurs pripada enemu svetu od včeraj. Ja, v času pravzaprav ne vem, kdaj je ta film prvič bil pri nas predvajan, ker so k nam hodili filmi z velikim zamikom, ne. Ampak vendar v tem času, ko smo mi te filme gledali, recimo lahko, ko so prvič prišli, je bila podoba Amerike drugačna. Mi vseh teh temnih plati nismo videli, v bistvu so te šele po Vietnamu, nekako smo začeli razmišljati, tudi črnce smo jim oprosili, pa indijance, pa tako naprej. Vse to smo nekako kar v imenu te svobode, ki smo jo pa mi verjetno drugače razumeli kot oni, ker so jo oni razumeli predvsem svoboda trga. To ste zelo lepo rekla, ker tudi, gledajte, ves princip, kako bi zdaj to rekel, torej, ameriški film od samega začetka, ko se v bistvu on kodificira, ko on spregovori z Griffithom, in v bistvu on vzame eno pot, ki je žanr, to pomeni žanrska orientacija, ki naj bi bila malo bolj populistična. V Evropi v 20 letih se s tem niso strinjali. So rekli, ne more zdaj kino vzeti neko pripoved iz pozno realističnega romana, Dickensa, Tolstoja, Flauberta, ne vem koga, pa film je valjda ena popolnoma nova struktura, je neka vizualna glasba v gibanju, pa bomo šli to raziskovati neke druge zadeve in to naprej, ne. Samo, gledajte, bile so dve vojni vmes, te dve vojni so Amerikanci na en način, jaz ne bom rekel, so veliko tudi pomagali in umirali na bojiščih in tako naprej, ampak govorim za tisto zdaj drugo, kar je v bistvu potem en izvoz, torej njihovega načina življenja, torej njihove kulture in tako naprej, to, kar imenujemo amerikizacija oziroma bolj ali manj, torej nek kulturni imperializem, ker obstaja, konec koncev to nimaš kaj, ne. Ampak jaz mislim, da vsem narodem, ki so bili onstran, torej Jugoslavije, torej v tako imenovanem območju, torej Sovjetske zveze, Italijani zdaj itak, pa Nemci, njim so pač to uturili, in koncev tudi Japoncem, veste, če bi mi zdaj o japonski govorili, da govorimo, veste, to so se hude stvari dogajale po Hirošimi in Nagasakiju, prav na področju kulture, ker so pač za časa protektorata, dokler je v MacArthur tam in tudi kasneje seveda usilili, torej eni kulturi, ki ni zapadnoevropska kultura, ampak ki je pač ena specifična kultura, torej en določen način stvari, gledanja, videnja in podobnih zadev, in je bilo malo ljudi, veste, ki so se, mislim, potem so se uprli, ampak kakorkoli že. Zdaj, veste, vse to se tudi danes vidi, saj pač gremo tam, ne vem, kaj smo imeli iskati v Iraku, Afganistanu in mislim, ne vem. Mislim, zdaj vse se to plača in vse to se vrača, sam je škoda, da bi mogla to stara in nerodna Evropa, ki ni bila dovolj previdna vse to plačati, oni pa bojo zdaj tam naprej to, ampak da ne pademo ven. Nekaj drugega sem hotel reči s tem.
Mi nismo imeli ene perfektne slike, mogoče o teh zadevah tam nekje ravno do demonstracije 68, torej do študentskih demonstracij in tako naprej, smo pač prvi videli tudi deloma zaradi Vietnama, torej neko drugo podobo in nek drug problem. Zdaj, kdo je malo bolj poznal sebe, če je malo študiral oziroma da je tam bil, je vedel za en kup problemov in kakorkoli se pač to dogaja. To je pač tako, zdaj te stvari se ne dajo ustaviti tudi deloma zaradi kooperativnega sistema, ne, ker enostavno, če držijo vse v rokah, pa koncev, kaj so ti koliseji in vse ta kina tam na obrobju, kjer se vidi, kar se vidi, ne, da bom nežen, ne, vidi se, kar se vidi. In moram pohvaliti redakcijo Slovenske televizije, da saj zaradi mladih ljudi, saj tisti, ki kajkoli v tem svetu še kaj zanima dan danes, da jim dajo vsaj neke evropske kinografije tudi, pa kakšno dobro stvari svetovne kinografije, ki v mojih letih in vaših letih, pa naj bo i bivša Juga, karkoli je že bila, bilo eno pravilo, bil en uzus, da so mogli na tok teh ameriških filmov uvoziti tudi določene evropske in mi smo te filme normalno gledali, ne. In če vi ne poznate, kot se veste, kaj je danes problem, sej danes se dobijo filme, veste, ti otroci znajo to filme dol vreči iz teh torrentov, pa ne vem kje, samo oni ne vejo, kaj vreči. Takrat ni bilo nič, zdaj je vse, zdaj je nos tak in si izgubljen, se ne zna več povezati kablov, ne, in to je tik problem in zdaj to je tudi velika odgovornost po moje šolskega sistema, da bi te stvari malo bolj poudaril. Ampak dobro, mi smo danes videli en sjajen ameriški film, tu moramo pač reči, to je to, niti v ameriškem filmu so neke stvari zelo dobre, so sjajno narejene. Problem ameriškega filma je, če se vrnem onim Židom in zato, ker on zelo zgodaj, torej v bistvu se naredil eno spregato s tem, kar je en komercialni uspeh. In seveda, če je komercialni uspeh, potem računaš seveda neke določene zelo uglajene vsebine, ki so nekoliko lažje in ki so malo bolj populistične in popularne. Koliko imate v književnosti? Vse književnost je zelo podobno, samo književnost ni tako masoven medij, kot je kino, ne, ki je bil ali pa je saj deloma dostopen do vsakega, ne. Ali pa če rečem čisto poetsko, ameriški film, jaz sem tu njemu hvaležen, po tej strani je zmeri zelo dobro skrbel za svoje telo. To pomeni, da je zmeri zelo pazil, kako je narejen, da je narejen perfektno in da je to. Medtem, ki je evropski film tradicionalno zaradi pač neke druge situacije, pač neke 2000-letne kulture, čist drugačne in kakorkoli, zmeri bolj pazil na svojo dušo. To pomeni, da evropski film hotel zmeri biti malo bolj avtorski, ga ni toliko kot zanimala forma in tako naprej. Včasih pa prije kakšna stvar, ki je vmes in je sjajna in včasih prije tudi ameriški filmi, ki so čisto sjajni, tudi dan danes jih še delajo, vendar je zdaj problem, kako do tega priti, kaj videti, ne, in kako se s tem obnašati pač v enem svetu, ki je zbombardiran z miloterimi slikami, to ni kot je bilo 10, 20, 30 ali 40 let nazaj in v tem mnoštvu, v tem morju, torej vseh teh podob, ki te oblegajo in bombardirajo vsako jutro in čez cel dan, se tu in tam težko znajti. Jaz mislim, da se je težko znajti zlasti mladim. Gotovo in najbrž je za, kako bi rekla, sprejemanje tega filma potrebna ena nedolžnost, ne? Ena taka, da odmisliš druge stvari, ne? Predanost. Ja, ima kdo kakšno misel na ta film, kakšno? Mislim, takole je bolj manj, ne, gledajte, to se da brati, tako smo danes govorili, ne, po enih 100 načinov glede na situacijo v 50 letih. In da nekaj razberemo, torej neke finese, ki so noter, moramo malo vedeti, kaj se takrat dogajalo. Ampak drugače, torej, če me zbudijo polnoči, je zame to seveda ena zelo torej perfektna evokacija, en lep spomin na eno kinematografsko preteklost, na to, kar je film včasih bil, močen en razmislek oziroma eno predvidevanje na to, kaj naj bi bil film kasneje. In to sem moče tudi pozabil povedati, torej srečanje plesa oziroma baleta in filma je enkratno,
ker če boste vi šli pogledati to v neko gledališče ali kakorkoli, vi boste še zmeri v nekem najlepšem mestu, na nekem najlepšem sedežu v parterju in boste vi to gledali, kaj oni počnejo na odru. Veste, to je bilo kot v primitivnem filmu, pri izumitelji filma. Kamera je bila tam, dali so filmček noter, ko ga je bilo se zavrto, pa so to razvili in tisti gledal. Nič se ni premikal. Filmski jezik nastane z Griffithom, ko leta 1915, ko on premakne kamero in ko premakne kamero pride do planov in ko so plani različni, ker je prostor razparceliran, ga moraš ti skupaj sešiti z montažo. In montaža je ena najlepših stvari, ki jo film ima. Mislim, da je druge umetnosti nimajo, moče deloma v naših glavah kakšen moderen roman, če mi to znamo si poustvariti v glavi. In kar se pa plesa tiče, jaz mislim, da je ta sodalizio, rečejo Italijani, to prijateljevanje, torej plesa in filma izredno. Zato, ker ravno z vso možnostjo, torej filmske tehnike oziroma filmske jezika, vi vidite stvari, ki jih drugače ne vidite. Mislim, in to pa moram reči, da sta torej po eni strani Kelly je bil bolj ali manj, veste, je bil plesalec, igralec, performer. Mislim, da je tudi on kot režiser veliko temu prispeval. In to je seveda enkratno, mislim, te stvari so enkratne in to lak film naredi, to je sjajno. O tej slavni sceni, Singing in the Rain, ta prizor, tle je bilo veliko mitov okrog tega, ker se te kapljice dežne tako čudovito vidijo, tako da se je govorili, da so z mlekom, kar je pa mit, seveda, ker gre za to backlighting, to se pravi osvetlitev od zadaj, da pač stvari zaživijo. Snemali so pa je 2 do 3 dni. Je tudi veljalo, kakor da je v enem posnel. Tako da so mu menjali obleke, ker se je krčila v mokroti, ker je bila iz volne, seveda, lahka volna. Tudi ostali, pač se to je, če bi človek po komadih vzel po teh sekvencah, ne zmeri eno maš nečemu, zmeri sta na neki miselna. Tudi ona plesavska scena za Sičeris, ki je bila drugače izredna tudi v teh mjuziklih, zlasti bi Vicente Minelli in tako naprej. Ampak tukaj je še nekaj fajn, tudi ena stvari, ki je meni strašansko, neverjetna tudi. To sem moče prej pozabil reči, za razliko od Freda Astera. Je bil Kelly pa ta njegov prijatelj, Kozmo. Veste, to že limitira na en akrobatski ples. Veste, to ni kar tako enostavno odplesati, ker nisem ples, tisto je že neka kako bi rekel, že neka telovadna akrobacija, to, ker je potem modern ples sploh. Ta igralka je prišla iz gimnastičnih vrst, Debbie Reynolds. Ona je bila telovadka in je tle pač te veščine pridobila in nista se zelo dobro razumela z Kellyjem. Menda ne, ampak dobro, to so. No, pa ta glavni lik Line je pa tudi en omaž, tem Gloriam Swanson pa takim. Ona je dobila Oskarja, seveda zaradi tega govora, ona ima čisten krasen glas, ampak tukaj je, za ta film je tole vreščanje sproducirala in je dobila Oskarja. Potem je tudi to, ker mi nikdar ne pomislimo, Glejte, ena temeljna razlika med gledališkim igralcem in filmskim igralcem je v tem, da gledališki igralec, zdaj, tu mi Slovenci še to malo bolj kruto razumemo, ampak ne bom nesramen, torej, prvič mora obstajati en zboren slovenski jezik, zboren. Drugič, gledališki igralec dvigne na odru kozarc, naredi tako in pa pogledati pol ure okoli sebe, če ga kdo vidi in potem tisto pomembno popije dol. Zato, ker gledališče v principu, čist ontološko, je neka deziluzija življenja. Gledališče nima nikdar ene volje, da svojimi postopki in svojimi stvarmi govori neke popolnoma totalne iluzorne stvari o življenju. Film zaradi svoje te visoke stopnje mimetičnosti, torej prepoznavnosti sveta zaradi kamere, zaradi fotografskega zajetja sveta, pa tudi zaradi te pripovedi, ki je vzeta iz realizma, hoče biti življenje. In zdaj še tisto razlika med ameriškim, še ena dodatna razlika med evropskim in ameriškim filmom je zmeri bila ta, da je evropski film hotel zmeri, torej biti sicer ena totalna iluzija življenja,
ampak življenja takšnega, kakšen pač je. Medtem ameriški film, torej čist znotraj njegove ideologije, hotel zmeraj biti film o življenju, kakšno naj bi bilo. V tem je ta, in tudi ne smemo zameriti, ne, to je ugrajeno v njihov mit, torej to so stvari, ki pač ima že njihovi filozofi, Thoreau, Emerson in vsi ostali, ampak to je to, mislim, to so neke temeljne razlike. Ampak kakorkoli, če se vrnem, ne, torej tem igralcem in tem njihovim, vse jezik je tu pomemben, ne, in ste videli, tukaj prije par novih poklicev, ne, v tem času. Kar naenkrat imamo lektorja, ne. Zdaj, z lektorji je zmeri blazen problem, ne, saj je lepo, da ljudje pravilno govorijo, ampak na filmu lahko govorijo ljudje to čisto enostavno, ne, v teatru to seveda ni možno, ne, in kakorkoli. Zdaj, ko kdo in ko ne. In za nas sicer zmeri govorijo, ne, da imamo predvsem gledališko, torej vzgojene igralce, da pač zaradi tradicije, ki jo ima torej slovenski teater, da ponavadi pač zaradi svoje kratke, torej filmske preteklosti, ne, torej mi 48 leta, torej 4 leta pred filmom Pojma v dežju nimamo celovečernega filma, ne. To je, ko pravi moj prijatelj Zdenko Vrlovc, če je to komorkoli všeč ali ne, mi smo potrebovali Partizane, da smo dobili prvi slovenski film in da gremo iz Triglava na morje. To je njegovo. Ko bi rekel, ne, tu so te stvari, ampak vseeno, ko se jaz malo spomnim, ne, na vso to paleto sjajnih slovenskih igralcev, se mi zdi, da se vsaj pri velikih igralcev prav nič ne pozna, da so bili teatrsko vzgojeni. Potokar, Sever, vse ženske, Počkaj, Štefka Drolčeva, Stane Roz, Bel Sotlar, moj bog. Tako da. Je pa zanimivo pravzaprav, kako ti filmi, ki govorijo o ozadju filmske umetnosti oziroma industrije, kako so to, zdaj mi je na misel prišel tudi Truffaut, recimo. Ameriška noč. Pa mi je prišel tale umetnik, ne, ki je bil Oskarja dobil. Vsi filmi, ki govorijo, so pravzaprav zelo tako outstanding. Da se drugačno morajo biti, ne? Ja. Tu so neke določene skrivnosti, ne, sej pač zakaj nekaj takega narediš, se misli, to je tudi, torej Pojma v dežju je ena sjajna domislica, v bistvu je tudi sjajen scenarij, to je tako dovršen scenarij, tam vse stoji in tako, pustimo zdaj, ker tam moraš sam paziti, torej to, kar je med govornim, kar je med normalnim in tistim, kar je med plesnim in zapetim in oziroma, da je to, da ima to vsak od teh elementov eno svojo pravo in skupno dramaturško funkcijo, ne, da ti ne ponavljaš z plesom in z petjem tistega izga oziroma kaj si že naredil med govorem in tako naprej. Zato je ta film tako v bistvu dovršen. Saj so tudi pol, veste, pol, ko prije film, ko prije musical v neko drugo fazo, ne, to sem pomoče pozabil reči, tam v 60-ih letih, My Fair Lady, Williama Wylerja, moje pesmi, moje sanje, dragi Žižek, to je tvoj film. Pa, da pol ne govorim v tisti zadnji fazi, ki je v bistvu, veste, že nekako anti-musical, no, ko bi rekel, kjer se mal preseže te osnovne zakonitosti tega klasičnega obdobja, o katerem smo zdaj govorili, torej Bob Fosse, All the Jazz, pa tudi režiserji, ki niso bodo specializirani izvedeti musical, recimo Martin Scorsese v filmu New York, New York. Pa imajo tudi v Evropi, ne? Ja, ne, Les Demoiselles, ne? Zdaj jaz bi, ker sem pač nažalost francosko vzgojen v Franciji doštudiral in doktoriral in vse te stvari, bi se mogel tukaj seveda ustati, salutirati in spomniti enega velikega francoskega režiserja, pisal se je Jacques Demy, to je dva izredna musicala, Les Demoiselles de Rochefort in če se spomnite, Catherine Deneuve in njena sestra, so poznali, so. Je pa tudi zanimivo še nekaj, da so Rusi, veste, so delali, ko pride zvok, njim zvok gre malo na živce, zaradi tiste montaže v njihovih teh revolucionarnih filmih, ker je intelektualna, ne. Tista montaža ni pripovedna, kot je v ameriškem filmu, ne. Torej jaz gledam vas, vi gledate mene, nekaj se zgodi, posledica, vzrok in to gre tako naprej, ne, ker film je v bistvu časovna umetnost, veste. Film je, to je zelo presenetljivo, za film se smatra, da je nek totalno, torej mimetična vizualna umetnost. To je, vendar kot je rekel Hitchcock,
film ni samo vizualna umetnost. V filmu, ker ima eno časovno dimenzijo, ti zmeri čakaš, kaj te čaka onstran vrat. In to on rekel, secret beyond the door. Zato, ker te on mora zmeri udariti po glavi v eni pripovedi, da ni predvidljiv, ne, kaj se ti bo zgodilo. Ne. In to je čar tega filma, oziroma suspenza in kakorkoli. In potem velik, torej ruski režiser, torej, ajmo reči, sovjetski, ki je že še takrat, torej Andrej Tarkovski pravi zelo lepo, da je film v bistvu časovna umetnost, ne, da je tu čas tisti, ki je važen, zato, ker se na filmu pač, ko rečejo, mulci danes zazipa in odzipa vse te torej temporalne vrednosti in da je to strahoten problem časa. Ne. To je sigurno res. In te stvari so tako potem zelo pomembne, ne, mislim, ki si jih malo zamislimo in ki jih malo probamo nekam spraviti torej v to pripoved. Ne. In zdaj, musical je pa mogoče žanr, kjer, veste, morate pa dopustiti, ne, to eno določeno, da se nekaj izpoje, da se nekaj pač odpleše in kakorkoli napravi. In ta parcelizacija, v bistvu bolj parcelizacija prostora kot parcelizacija časa. Ne. Pač vsak določen žanr ima neke do svoje zakonitosti, niti v žanru se nikdar te zakonitosti sveto ne spoštujejo, se zmeri tudi malo lomijo, ne tako kot v westernih, ne. Današnji westerni so drugačni kot tisti, ki so bili v 80-ih letih. Se tudi v westernih, veste, prije zelo pozno indijansko vprašanje, torej vsega tega, kar so grdo postorili in tako naprej. Zelo pozno, mogoče v 50 letih z dvemi poskusi tam, ampak šele kasneje, torej nekje po letu 68, ne, z tistimi čudovitimi filmi Plavi vojak in se ostali in Little Big Man z Dustin Hoffmanom. Ne, ko oni spoznajo, da mogoče je treba tudi govoriti o Indijancih zelo z enakim spoštovanjem. Ne. Pač pride malo bolj kasno, ne, Amerom, ampak. Oni nimajo, veste, oni nimajo radi, če se jim nekaj pove direktno. In če se jih direktno, tako bi rekli, spomni, da delajo nekaj narobe. Citiral bom samo dva filmarja. Eden je bil pozno v njenem obdobju, torej malo prej, ko prije zvok 27 leta, torej izredno zanimiv človek, bil je nemškega porekla, on je na začetku stoletja, tako kot Josef von Sternberg, odšel v Ameriko, pisal se Erich von Stroheim. In Erich von Stroheim naredil tam nekje, bil je Griffithov asistent, in je tam nekje med leti 19 in tam do 25 naredil najprej 4 filme, ki govorijo o, seveda, propadu Avstro-Ogrske, ognili Evropi in vseh teh stvareh. Dopustil si je tudi pokazati stvari, ki so bile tako malo žgečljive, recimo ženske noge do tukaj in podobne stvari, ki jih Amerikanci ponavadi niso kazali. In to je vse dobro štimalo, dokler ni 25 let vzel en ameriški naturalistični roman Franka Norrisa, imenovan Mektik, in ga malo to predelal in posnet na realnih lokacijah v Gorvenih planinah in v San Franciscu, ena zelo grda zgodba o enem zobozdravniku in njegovi zelo skopuški ženi nemškega porekla, ampak kakorkoli, ampak popoln totalni realizem. Ne? Ampak to je ameriški pisatelj napisal, on je to posnel, 8 ur je bil dolg, obtožili so ga, da je to predolgo, takrat novi šef Metro-Goldwyn-Mayera, Irving Thalberg se je pisal, in so mu film vzeli. Nagradili so ga tako, da mu je film mogel zmontirati rojak in ne en Amerikanc, tisti isti, ki je šel delati Plavega angela, torej Josef von Sternberg. In seveda, kakorkoli je ostalo od tega filma po montaži, ki jo von Stroheim nikdar ni naredil, je film The Greed, Pohlep se kliče iz leta 1925, eno najbolj absolutnih remek del v zgodovini filma. Ampak to pomeni, da von Stroheim ni nikdar več režiral filma. Von Stroheimu je dal samo en omaž, Billy Wilder, ki je bil tudi sam emigrant v čudovitem filmu Sunset Boulevard, kjer on igra, ki je tudi en tak omaž nememu filmu, kjer je Gloria Swanson, ena stara, seveda že zdavni pozabljena diva nemega filma, ki živi v tisti veliki vili in ki omreže enega mladega scenarista, ki igra William Holden. In von Stroheim je ta lakaj, ki, to je to. Ampak von Stroheim potem sam igra. Drugemu, ki je doživel to usodo,
je bil seveda malo čuden, bil je verjetno lih tako genijalac, kot je bil von Stroheim. To je tisti, ki je s svojimi 19 leti nagnal pol Amerike v beg z famozno radijsko oddajo o Marsovcih, pisal se Orson Welles. In Orson Welles je spet naredil en film, svoj prvenec, ki je v marsičem revolucionarno delo, zdaj ne bom šel v detalje, ampak sam, ki spet govori torej o enem časopisnem magnatu Hearstu, ki je vladal tam od začetka stoletja pa do druge svetovne vojne in obvedoval cel medijski tisk in njegovih peripetijah in gor in dol. In seveda govori tudi o Američanih in mu seveda, ko ta film prišel ven, so ga hoteli zapleniti, fizično uničiti in mu seveda nikdar več niso dali delati in v bistvu je doživel isto usodo, kot je doživel torej Erich von Stroheim. Welles potem potuje kot en ahasver po svetu, snema neke stvari, med drugim prišel tudi v Jugoslavijo, bil je prijatelj Tita, igra v bitki na Neretvi, torej onega četniškega vojvoda, če se spomnite. In enkrat mi je Toni Tršar rekel, da kadarkoli je prišel v Ljubljano, ker je imel gospo Ojo Kader, ženo, ker je snemal Proces po Kafki v Jadran studijih v 60-ih letih in je to slikarko poznal, je večkrat prišel pač v Jugoslavijo, pač ono dva, pa je pa Tito prišel gor na Brdo, pa so filme skupaj gledali so pa samo westerne, veš, samo Johna Wayna in Johna Forda, mislim, kar se tiče Tita, tu je imel izredno izostren okus okoli tega. Ni gledal muzike, ma je gledal westerne. In on Toni Tršar me enkrat pravil, ti boš to dobro vedela, ki sem malo večkrat na oni strani, v oni hiški bila, tam čez, da si enkrat Orson Welles s tistem stranskem dvigalo, veš, in oni si potem zelo zredu zagozdil in ga niso mogli ven potegniti. Dobro, ajde. A bi kdo kaj vprašal še našega gosta, ki veliko ve o tej filmski zgodovini? Če ne, se mi pa zdi, da je tole en zelo lep uvod v naš abonma, v našo sezono, ker smo toliko tega slišali, da mogoče bomo tudi pri filmih še kakšne take nove poglede sami iskali. Dobro, jaz se vam zahvaljujem, rekel bom tisto zadnjo, ki ponovadi zelo rad rečem, treba je kino gledati dvorano, če se le da. Zakaj? Bom citiral, torej, jaz sem imel v Parizu profesorje, katerih profesor je bil André Bazin. André Bazin je en francoski teoretik, tisti, ki je kriv za vso to novovalovsko gibanje, za en čudovit časopis, ki se kliče Cahiers du Cinéma. To je mogoče najbolj znan časopis na svetu, ustanovljen v 50-ih letih. In on je kriv za vse te režiserje, kot so bili Truffaut. Jaz sem Truffautja še doživel, leta 82, pa on umrl, pa Godarja, pa vso to generacijo. In Bazin, knjiga je bila prevedena pred kratkim v slovenščini, kliče se Kaj je kino, Qu'est-ce que c'est que le cinéma. In na začetku mislim, tam nekje boste prebrali en zelo lep stavek. Namreč, koste inteligence francoske je bilo tudi, bi človek temu rekel, katoliške provenience, kar ni nič narobe. To, kot je bilo pri nas v Vidmarjevi vili, pač tistega 27. aprila 41 niso sedeli samo komunisti, pa smo mi to vse malo čudno obrnili, ampak kakorkoli, časi so bili taki. No in Bazin je bil zelo vezan na te francoske katoliške filozofe, kot je bil Meunier, ali pa recimo pisatelj, kot je bil Bernanos in tako naprej. Pa to meni... In on ima eno zelo lepo misel. Moj bog, on je umrl tik preden mu je ta učenc François Truffaut zmagal na festivalu v Cannesu leta 58 z filmom 400 udarcev, da ni tega mogel videti, kaj je odprl in komu je dal možnost. Bi rekel, da je obisk kinodvorane lahko primerjamo, torej v bistvu nekako tako je rekel, greš v dvorano, se usedeš, ni še tistega projektorja in ni tistega snopa svetlobe, sediš, veš, da si sam in vendar sam nisi. Včasih zbeži kakšna roka na levo ali pa na desno, glede na preference. In potem ti gor vidiš ene ljudi, ki se med seboj gledajo, zato je pogled na filmu ena temeljnih zadev
je tudi v slikarstvu, je tudi v fotografiji. In torej med njihovimi pogledi se splete pač ena drama, torej ena zgodba, ki oni med sabo imajo. In kakorkoli je ta zgodba seveda vezana tudi na tebe, zato ker sicer v evropskem filmu se nikdar ne gleda v kamero, je to prepovedano zaradi pač določenih tehničnih in čist jezikovnih problemov, ampak ti veš, da so ti pogledi namenjeni tudi tebi in da je v bistvu obstaja neka fluidnost, torej med njimi gor in med tabo tu spodi, on je temu rekel, bom citiral, temni spovednici življenja. S tem je primer v kino in je rekel, to je zelo podobno, kakor takrat, kada gremo spovedi. Mi si neke stvari rečemo in ko gremo ven z kina, to je rekel Paul-François Truffaut, nikdar več nismo isti. Hvala lepa. Ja, nismo več isti in bom sam še to dodala, ker se navezuje, nismo več isti in nosimo to s sabo in zdaj sem prebrala en Beigbederjev francoski roman, to se pravi, naslov je francoski roman in tam pisatelj opisuje predmete oziroma stvari, ki, ko jih zasliši ali ko jih zagleda, ga navezujejo ali na očeta ali na mamo. In Singing in the Rain ga vedno spomni na mamo, ker je bila to njena najljubša filmska točka. Hvala, hvala Jože, hvala in hvala za obisk.